Če se na izpitno vožnjo prijavite danes, boste na vrsti verjetno šele septembra. Ena od lastnosti voznikov sicer mora biti potrpežljivost, ampak ta, ki jo morajo imeti kandidati za voznike, že presega vse razumne meje. Ne samo, da izgubljajo svoj dragoceni čas, temveč so prisiljeni opraviti dodatne ure vožnje, ki pa niso poceni. V Ljubljani cena posamezne ure vožnje presega 40 evrov. Pristojni se zavedajo dolgih čakalnih dob, ki se vlečejo že od začetka obdobja epidemije koronavirusa, torej več kot 5 let. Ker v tem obdobju smo bili zaprti, dejansko nismo zaradi vladnih odlokov izvajali naše dejavnosti, ravno tako ne šole vožnje. Ko smo zopet pričeli z upravljanjem vozniških izpitov, so šole vožnje nekako hitreje na trgu delovne sile zagotovile zadostno število učiteljev vožnje. Mi pa kot del sistema javne uprave dejansko smo zavezani svojim kadrovskim načrtom in nam v tem času primanjkuje novih ocenjevalcev. Danes komaj dobijo kakšnega novega ocenjevalca. Delo ni spoštovano, je slabo plačano in zelo odgovorno. Ocenjevalci so zaradi nezadovoljstva nekaj časa tudi stavkali, a ta stavka je sedaj zamrznjena. Da nekdo postane ocenjevalec, mora biti predtem učitelj vožnje. Na agenciji pravijo, da so se odzvali primerno. Čakalne dobe pričele povečevati, še posebej v obeh univerzitetnih mestih, predvsem v Ljubljani in Mariboru, kjer je tudi največje število dijakov in pa študentov. Smo takoj pričeli z izvajanjem opravljanja nadurnega dela in pa dodatno smo zaposlili pogodbene ocenjevalce. Predvsem zasebne šole vožnje so učitelje v zadnjem času uspele bolje plačati in tudi zato večjega pomanjkanja ne zaznavajo. Po drugi strani javne šole kader vse težje zadržujejo. Razlike se prav tako lahko pojavljajo glede na kraj opravljanja izpita. Poletje čakalnih dob ne bo skrajšalo. Počitnice se bližajo. Kandidati zaključujejo in maturo in zadnje izpite. Vsi se posvečajo najprej študiju, potem seveda šoli vožnje, kar je logično. In zdajle bo kandidatov še več, mogoče ne takoj na začetku, ampak skozi poletne počitnice se število kandidatov seveda bo povečevalo. Poletje in pomanjkanje ocenjevalcev pa nista edina razloga za dolge čakalne vrste. Vlada je pred leti želela stvari poenostaviti, a jih je še bolj zapletla. Včasih si moral izpitno vožnjo opravljati dvakrat. Najprej pod vodstvom avtošole, kjer so ocenili, ali si pripravljen na izpitno vožnjo. To ni več obvezno, zato menda na izpit nekateri odhajajo tudi preslabo pripravljeni. Predizpitna vožnja, kakršna je bila včasih, bi bila ena od rešitev pri krajšanju čakalnih dob. Seveda čakanje vpliva tudi na vse korake do izpitne vožnje. Jaz se trenutno še sploh nisem prijavila, tako da še nisem za izpit, ampak bom pa kmalu. Se pa ful veliko čaka, tudi v bistvu za pole teste se skoraj en mesec čaka. 4 tedne sem jaz čakala, da sem prišla na vrsto. Tudi upravne enote imajo lahko nekaj čakalne dobe, zato je običajno potrebno naročanje. A na srečo je uradov več in morda vaša situacija vendarle ne bo tako brezupna.